jaz bi prosil, da kar ostanete tukaj, pa povabil dr. Selišnikovo in Crnoj Paražiževo, da se mi pridružijo. Profesor Fishingerjeva me je prosila, da v razpravi ne bi sodelovala zaradi avtorstva podanega referata, tako da bomo tukaj v družbi teh referentov. Ja. Prosim. Dobre teme, zanimive. Dr. Andrej Studel. Če se bo nadaljeval raziskovanje španske gripe, je priporočil recimo Peketo pa Štajerske kronike, in tam v bistvu sem res naredil na šokante, podaljše čisto, to so manjši kraji, kot so Araplje in tako naprej, to so vasi, in tam je v vasi sami umrlo tudi do 50 ljudi. Tako da bi priporočil recimo realno analizo za podeželje, ker vlada seveda veliko pomanjkanje, revščine in tako naprej, ki seveda še dodatno spremlja pojav španske gripe. Drugače so pa ti podatki šolskih kronik na Kranjskem, je bilo isto za Štajersko, da so bile uvedene tako imenovane počitnice zaradi španske gripe in se je pouk normalno začel še javna šolskost. Da priporočam, če bo. Januarja se šele začel. Tako na Kranjskem je bil tam 6.7. november, ne so šli nazaj. Ne vsi naenkrat, različno, tudi na Dolenskem malo z zamikom, odvisno, ne? V bistvu je lokalna oblast predsedna kdaj. Ja, no, vse so razlike, med kraje, ampak večina je začela zaradi španske gripe januarja. Ja, prosim naprej. Dr. Gabič. Pa za tisto feminikacijo bi pravzaprav imel nekaj dve vprašanj. Ali vemo, da so bile po prvi svetovni vojni teh sprememb v šolskem sistemu, da se ženske lahko omogočajo po eni strani in pa neke uradniške funkcije še niso dosegljive. Predvsem to vem, da velja za pravnice. Ali bilo iz te raziskave, ker vidite pravzaprav to na kolikih pravzaprav teh mestih je bilo, recimo, vem, da sodniške službe pa sodniški aparat jim je bil nedosegljiv, koliko je bilo še tega aparata, za katerega jim je že država omogočala šolanje, pa prepovedovala zaposlovanje, da smo imeli pravzaprav, koliko danes šolamo ljudi zaradi tega, da jih izvažamo na zahod. Torej, koliko je bilo tega nesmiselnega, če bom tako rekel, te dvojnosti, da po eni strani ženskam nekaj omogočiš in po drugi strani hkrati isto prepoveš. Po drugi strani bo se to vprašal, ali ste že dejansko v tem obdobju, ko ste pač proučevali 20 pa pol pred 30 letom, kdaj se pa, ste sami obe omenile, da so večinoma so to nižje uradnice, ali jim je sploh že omogočeno, oziroma kdaj se sploh začnejo uvrščati, če smem temu reči, na vodilna mesta, ali kdaj sploh ta prve najdemo. Konec sem pomislil tudi na to, da bomo drug let imeli v prematici kot simpozij Almi sodnik, ki, kakor vem, je pravzaprav prva dekanja na Slovenskem, ki je 1950. leta. Torej, kdaj, ali je sploh v tem medvojnem obdobju sploh omogočeno ženskam, da zasedejo vodilno mesto, tukaj zdaj ne mislim kakšne poštne uradnice v kakšnem krajevnem poštnem uradu, ker je natanka ena zaposlena, pa je sama sebi šefica, ampak v enem, da nam rekel, poštnem uradu v večjem mestu, kjer je vse 10-15 zaposlenih. Ja, hvala za vprašanje. Pravzaprav to nismo tako natančno proučevali, vendar pa prek dodatnih teh mapic, zlasti recimo zdravnic, odvetnic, se kaže, da recimo posameznice so zaposleni recimo tudi že na policiji, kjer pravzaprav jih ne bi pričakoval. Tukaj gre recimo za Danico Medihar, ki se ukvarja za prostitucijo, recimo. Kaže se recimo tudi, da nekatere študenti, ki recimo opravijo nekatere semestre na filozofski fakulteti, so potem zaposlene najprej kot nižje uradnice in potem začnejo napredovati, torej opravijo strokovni izpit za uradnico in počasi napredujejo. To
to pravzaprav nas še čaka. Ja, v bistvu je pomembno tudi tu analizirati tiste, zdaj, pomemben faktor tu je bila šola. Zdaj, spančnice so običajno skoraj v vseh primerih naredile samo trgovski tečaj in kakšno leto ali dve srednje šole. Ne? Za te, ki so potem napredovali tudi na višja službena mesta, teh je nekaj to, je najbolje razvidno, če pogledamo po tistem grafu, kjer imamo prikazan tudi strokovni izpit, ker strokovni izpit je bil tudi poboj za te višje pozicije. In v bistvu smo naredili tudi statistiko, žal je nimamo tu prikazane in je nimamo tudi, pač je nimamo v glavi, kako so se potem umeščale v te posamezne višje razrede. Spravi, uradniški poklici potem po letu 31 ali 34 štartajo nekje od 11. 10. Razreda dalje do prvega mesta, do prvega razreda, kjer imamo res tiste najvišje državnike in tako dalje. In v bistvu najdemo v tem obdobju, tudi že v 20 letih, ampak zlasti v 30 letih ženske, ki se recimo že umeščajo v 7. razred, kar ni tako nizek položaj. V bistvu skoraj primerljiv, recimo, če zdaj malo govorim na pamet, ampak recimo s kakimi učitelji na srednjih šolah in tako dalje. Ampak to statistiko imamo, je tudi dostopna in jo bomo v nadaljevanjih še obdelali, ker je nekoliko zapletena ravno zato, ker moramo upoštevati to različno stopnjo izobrazbe. In to je bil tudi problem recimo z moškimi. Zelo želeli smo si, da bi na začetku primerjali pač vse te uradnice z uradniki. Ampak tu se je pojavil problem, ker so bili moški tudi veliko više šolani. In tudi tu je eno delo, ki nas dejansko še čaka, da dejansko se to primerja. Če dovolite bi zdaj še jaz postavil vprašanje. Sicer v vajnem referatu ste navedli, da je bila anketa konec 20 let v zvezi s stališčem do poročenih uradnic. To je bilo v slovenskem narodu, se pravi v liberalnem delu slovenske politike. Me zanima, kako so pa v drugih dveh delih, marksističnem pa katoliškem, gledali na to, ali so bile kakšne take ankete, ali so bili podani kakšni precizni ali pa malo bolj določena stališča v zvezi s tem vprašanjem. Tako eksplicitno ne? Tako eksplicitno ne, to je bila pač res ena posebna anketa, ki je izhajala več tednov in je zato tudi tako bila v oči. Zdaj pač jasno. Ja, v 30 letih se je postane to zopet aktualno, gospodarsko krizo, takrat se odpravljajo tudi v časopisju ponovni diskusije ali ponovno uvesti celibat za uradnice in tako naprej. In tam je nekaj več člankov, ampak v takoj obliki kot tukaj pa... To se pravi, da je to pravzaprav edinstven primer bil v tem medvojnem obdobju, oziroma v obdobju med obema vojnama. Da kakšno česa tazga potem podobnega ni bilo, oziroma to izstopa ven potem iz tega obdobja. Ampak ne pa v tem splošnem dnevnem tisku. Vse do zdaj nismo še odkrili. Jaz bi sam še dr. Hebrovo vprašal, v slovenskem zgodovinskem spominu je španska gripa pojem, ne? Ampak, če se ne motim, je bila zelo prisotna takrat konec prve svetovne vojne, pa neposredno pod njej tudi griža. Za grižo je precej ljudi umirali. A je to drži ali ne? Verjetno, ker vsi križa bila. Ja. Verjetno, tudi med prvo vojno. To je gospa omenila. Bolezen umazanih rok. Ja, bolezen umazanih rok. Pa še eno vprašanje imam še zdaj, ne vem. Velja, da naj bi dr. Eugen Lampe, ta visoki politik VLS-ja, potem po razpadu monarhije umrl zaradi španske gripe. Mogoče veste, ali je zaradi španske gripe? Po eni drugi inačici naj bi se v Zidanem mostu, ko se je pelal iz nekega zborovanja, pa je čakal na prestopanje vlaka grozen prehladu in da bi zaradi tega umrl, ali stoji to tisto. Jaz sem prebrala, da je. Da je, aha. On je. On je. Hvala lepa, ja. Še naprej, prosim.
Cankar pa ni, ne? Ne, Cankar pa ni. Prosim, Samo še Boštin. vprašanje, odkje se pojavlja ta beseda hripa? A je to, To je primorsko. a je to samo naš problem ali... Različna poimenovanja so, ne? Recimo v časopisu, v bistvu hripa, pri Breclju sem to zasledila, pa mogoče enkrat, ni bilo to pogosto. Drugače je to bila kar španska gripa ali pa influenca. Recimo, ko sem iskala ključne besede za iskanje člankov po časopisju, ne, večinoma je šlo tisto, kar je bilo v slovenščini, kot španka tudi, ne, ali samo španska. A Nemci so pa uporabljali, oziroma z nemškega prostora je prišla kot gripe, ali? Gripe, ja. Tudi španiše krankheit, tudi influenza. Pa kakšnega posebnega preplaha za španske gripe pa ni bilo, ker časopise beremo občutek, da se niso te posebno ukvarjali s tem. Ne, jaz mislim, da zaradi politične situacije ne. Tudi ne vem, kakšno je bilo razmerje med cenzuro, koliko je cenzura delovala v tem smislu. Ker po enih od razlag zgodovinarjev naj bi španska gripa bila zato španska, ne, ker so španski mediji prvi začeli v njej poročati, ker tam ni bilo cenzure. Ne. Ampak ko sem jaz pregledovala naše časopisje, se mi je zdelo, da so kar poročali, no, da nimam občutka, tudi o prvem valu, recimo, ko so ljudje samo bolevali, so vesti v časopisju. In tudi potem, ne, vključno s smrtnicami, ker je jasno naveden zvok smrti, bolj v meščanskem okolju Ljubljane. Je pa res, ne, da prve žrtve so v mrliški knjigi napisane že tam 3.-4. teden v septembru. Ne. Tega takrat v časopisju ni. V časopisju se začne poročati o tem v začetku oktobra, takrat, ko množično zboli šolska populacija. Ne. S tem je potem nek preboj, tudi osmrtnice in nasveti zdravniški. Ampak to je tako na 5.-6. strani časopisja, na začetku. Mislim, da množici težav, ki so takrat pestile celotno skupnosti, da je to pač samo še eno več. Taki moj občutek. Bi pa zdaj si rekel, da je zaradi tega, ker je naj bi pač španska krvnica duža, da bi se tam pisal. Jaz sem to razpodam, pa nekaj imam v glavi, da sem pa enkrat prav, da je pa špansko poimenovano o tem, da se je ravno lahko, glede na to, da je Španija bila neutralna država, v tem smislu, da ni bila v vojno vpletena, da se je tam dala najbolj sploh videti, da je to smrtnost povečana posledica vojne, in sem to interpretacijo enkrat slišal, da naj bi od tukaj ime špansko prišlo, ker je bilo tam najbolj ločeno od ostale smrtnosti. Ne vem, katera pol bolj drži od interpretacije, kot imeli, kaj je? Možno, ne vem. Ampak podobno bi lahko trdili pa tudi za Norveška, Švedska, za ta obrobna območja, ne, ki imajo v bistvu to epidemijo tudi zelo dobro raziskano. Ne. Norvežani, Švedi, kot smo letos ugotovili v Belfastu, tudi Irci. Jaz imam še vprašanje. Je bilo omenjeno, da so v času španske gripe umirale predvsem ženske, zlasti primerjali z bolj zahodnimi območji. Čemu lahko pripišemo to večjo umrljivost žensk, zaradi španske gripe na Kranjskem? Ja, tistem jaz našla od zdravnika Otmarja Krajca, ne, da je on v bistvu že sam sočasno takrat to dejstvo pripisoval temu, da so ženske skrbele za hrano, stale v vrsti pri aprovizacijah, kot so hodile ven, ne, po popravkih. Ja, ampak je to zadosten razlog, če primerjamo z drugimi deželami, ki so tudi ostale v vrstah? Ne vem, tudi ta razlika ni tako velika, ne, to gre v bistvu 56% je ženska, ne. Ampak kolega Nikola Anušič, hrvaški kolega, ki je doktoriral iz španske gripe na območju severne Hrvaške, se ravno s tem vprašanjem zdaj ukvarja. Ne? Te razlike, te naše regije napram Zahodni Evropi,
na primeru španske gripe, ki vendarle obstajajo. Ena od njih tudi ta, žensko umiranje. Prosim, ja. Ampak, če umrljivost pri recimo mlajših generacijah se nam zdi nekako samoumevna, pri starejših je tukaj relativno nizka, ne? Kot si rekla, mlajša odrasla leta so bila pa najbolj prizadeta. Zakaj? Jaz mislim, da bi na to najbolj odgovorila profesor dr. Zvonka Zupanic-Slavec. Ker gre se za to, da je verjetno virus v drugem valu verjetno mutiral, ne? In izzval pri zdravem imunskem sistemu bistveno močnejšo reakcijo kot pa pri drugih skupinah. Ker sicer ima influenca umrljivost v obliki črke U, ne? Mlajši in starejši. Žarko Lazarevič. Jaz sicer nisem medicinca, ampak sem temeljni problem porazdelitve smrtnosti v tem. Gripa je reden obiskovalec Evrope, že v drugi polovici 19. stoletja registrirana. Velik val gripe, ki je bila precej smrtonosna, tako imenovana ruska gripa v 90. letih. In struktura tega virusa, ki je povzročal to gripo, je bila zelo, zelo blizu temu virusu, ki je nekje poleti 18 mutiral in prvi pojavi so že v vojaških enotah v Angliji, pa šel ne bi pravzaprav iz Amerike. Teorije so različne, ampak nekje na neki kanadski farmi ne bi ta gripa nastala in ne bi se prenesla iz kanadskih gosi ali rac. Nekaj takega. In ljudje, ki so bili v 20 letih, ki so najbolj številčno umirali takrat, so pravzaprav tisti, ki so rojeni neposredno po prvi ruski in niso bili v stiku s tem zelo sorodnim virusom. To je ena od možnih razlag. Zdaj, če vsem resnično je pa seveda drugo. Nekih dokončnih odgovorov tu ni, ne? So možne razlage. To mogoče res nisem povedala, da je ena od najbolj možnih razlag, da se je virus prenesel preko ameriških vojakov v francoska pristanišča in tam naprej po celotni Evropi. Ja, prosim, še naprej. Potem imam samo še eno vprašanje. V razgovoru med pauzo sem slišal, da bi Peter Vodopivce rad še Bojno Gode še eno vprašanje postavil, ali boš to zdaj izkoristil priložnost, ali sta to že se pomenila? Aha, sta se že pomenila. Dobro, v redu, ne, potem tisto, kar sem brutalno zatrl, je potem stvar rešena. No, potem smo s tem blokom končali, nadaljujemo ob 12:30.